Živo sem skupaj. Ste nekaj pogrešali? Najprej dobrodošli na kanalu Z energijo živim. Z vami sem Leticia Fortin. Bila sem pa zdaj 2 meseca, malo bolj, bomo rekli, v sebi. In zato nisem snimala video. To je bil en razlog. Predtem se je pa zgodila moja operacija, ki sem jo imela januarja, in sicer operacija trebušne kile. To kilo sem imela že pravzaprav več kot 30 let, ni bilo nekaj novega, ne? To pa zato, ker smo pravzaprav vsi mislili, da je maščobna bula. Si morate misliti, po 30 letih ugotoviš, da tvoja maščobna bula ni bula, ampak je kila. No, lani sem se odločila, da bom šla to odstraniti in na kar ugotovila, da je to kila na ultrazvoku. Kakorkoli, moja operacija je potekala zelo uspešno. Regeneracija je trajala kakšne 3-4 tedne. No, zdaj je 2 meseca naokoli in sem že zelo, zelo v redu. Danes sem hotela z vami podeliti to mojo izkušnjo. Z namenom, da se mogoče še malo bolj zavedamo in smo hvaležni za svoje telo, ko smo zdravi, in pa na drugi strani, da vam pomagam vpeljati nove načine delovanja, če jih seveda še ne uporabljate, kar se tiče skrbi za svoje telo. Ko greš takole na operacijo, šele vidiš v bistvu neke stvari, ki jih taka stvar seveda potegne za sabo. Najprej, ko sem šla zdravnici, so mi sicer vprašali, kakšen imam pritisk, potem so mi dali kri, da so videli, če sem v redu, kakšne imam bolezni v družini in če sem že kdaj bila operirana. Jaz sem pogrešala, da bi me nekdo vprašal, gospa, kako pa vi kaj psihično stojite, ste v redu, ste pripravljeni na operacijo, kaj doživljate v zvezi s tem, ne? Ampak ok, pustimo to. To so bila moja pričakovanja, ne? Oziroma moje razmišljanje potem, zakaj zdravniki ne poprašajo tudi potem. Gre za to, da ko si ti po operaciji, si, bomo rekli, bolj kot ne nemočen. Dejansko je moj Lucijan mogel vzeti dopust, da je ostal doma, zato da je lahko v bistvu mene rihtal, pa mi skuhal, da sta v bistvu še moj sin pomagal zraven delati stvari, ki jih jaz seveda nisem mogla. Po eni strani mi je to ful pasalo, če sem čisto odkrita. Ful je bilo res. Prav super, ker nič ne rabiš delati. Ok, okrevaš sicer, tista bolečina je malo prisotna, ampak ni to hudo. No, kaj sem hotela v bistvu povedati še v zvezi s tem? Po operaciji seveda se ne smeš gibati 4 do 6 tednov. Lahko hodiš, ne smeš pa recimo, tako kot sem prej, malo bolj te trebušne mišice, trebušnjake, poskoke in tako naprej. V tem času je moja mišična masa kar precej splahnela. Te mišice, naše, ki v bistvu se jih moramo zelo truditi, da jih nabildamo, pa splahnijo 1, 2, 3, kot da ne bi bilo nič. Ja, res je, da tudi pri tem, jaz 1 leto ali pa 2, zdaj že nisem več bila v taki fizični kondiciji, kot sem bila prej skozi. Sprav je to šlo tako počasi. Moram pa reči, da se pozna. Zelo se pozna, v kakšni si ti telesni kondiciji, psihični naravnanosti. In vse to skupaj v bistvu ti potem pomaga pri operaciji oziroma v okrevanju kosi, da hitreje ozdraviš. Se pravičujem. Pred operacijo sem se seveda mogla tudi sama s sabo malo pogovoriti. In sicer prišlo je to vprašanje o tem, o
smrti. Nekako sem se poslovila, bomo rekli, tudi od tega sveta, zato da bom šla mirne vesti, če slučajno sem že pripravljena za odhod. Zahvalila sem se v bistvu celemu svetu, mojim domačim, v mislih seveda, mojim domačim tudi tako, v besedah, ker se mi je zdelo prav, da izražam to hvaležnost pred celotnim tem postopkom. Ob tem sem tudi prav na dan operacije sem se pripravila z meditacijo, sem ovila sebe v srebrno luč in pa kirurginjo in pomočnice, ki so bile prisotne, sem prosila za najboljšo možno rešitev, da se bo zgodilo v najvišje dobro vseh vpletenih, da bo vse potekalo enkratno in čudovito, da bomo hitro okrevala in da bo v bistvu sama operacija odlična. In tako je tudi bilo. Sicer na sami operativni mizi sem se tresla kot pes, tako sem se tresla, strah me je bilo v bistvu narkoze. Še bolj kot narkoze pa tega občutka slučajno, da ne bi vmes vse slišala in čutila, medtem ko bi oni mislili, da spim. Tega me je v bistvu najbolj strah. In še tik preden so mi dali narkozo, sem vprašala sestro, kako pa veste, da bom zaspala? Gotovo, tema. Tako da, ne, nisem čutila ničesar. Sem se pa malo pri tem, da so me zbudili, sem nekaj sanjala, no sem zdaj se več tudi ne spomnim točno kaj. V glavnem, po operaciji sem se veliko zdravila, polagala sem si roke na mojo rano. Še to moram povedati, da je v bistvu bila kila, res je bila kila, ampak je bila pa tudi ta maščobna bula oziroma lipom, kot oni reče, tako da sem jo oboje odstranila. Ne rabim jih nobenemu kirurgu. Ok, malo za šalo, malo za res. V glavnem, polagala sem si roke. Moja prijateljica mi je prišla tudi vsak dan pomagati in me je v bistvu polnila z energijo, ker sem bila po operaciji kar malo še tako od te narkoze zadeta. Ni bilo glih fajn, pa še zdaj malo čutim, da sem tako, kot da sem malo počasnjena, ampak ne bomo dali temu pozornosti, pa bomo rekli, da se hitro okrevam in da je moj spomin odličen in dober in da so moje misli čiste in da uspem se izraziti to, kar želim. Torej, prijateljica mi je pomagala, me je polnila z energijo vsak dan, tudi moj partner mi je pomagal, ker tudi obvlada te stvari. Je bilo pa res, da po operaciji, tako je tisti dan, 2, 3 oziroma drugi dan sem šla domov, 3., 4. dan sem mislila, da bom počla dobesedno, ker v črevesju se zgodi neka reakcija po mojem narkozo in ti v bistvu napihne črevo. Res grozljivka, to je bila res grozljivka. Ker ne veš kaj, ne gre, ne gor ne gre, ne dol ne gre, nikamor ne gre. Na srečo obstajajo tablete, zato ne rada jemam tablete, ampak tukaj sem jih vzela brez težav. Kako se pa imenujejo? Nekaj na med, ni sumamed, no, če se spomnim, bom napisala spodaj, ki v bistvu te pline, potem ko ješ, potem ko poješ, že zgrizeš fino in ti te pline uravnavajo, tako da potem, ko sem šla pa na WC, 3. dan, mislim, da je pa vse veliko lažje. No, ker sem imela čas, ker sem bila doma, nisem imela kaj zadela, bi se rekla, sem prebrala tudi par knjig, pogledala sem si kakšen dober film in predvsem sem uživala sama sabo. No, od takrat se dogajajo tudi v meni neke spremembe. Kila je v bistvu bila nekako povzročena še kot sem bila kot otrok, ko sem prevzela neka bremena od staršev, mogoče bolj od mame.
In sem zdaj to dala ven in moram reči, da se mi zdaj precej dogaja po operaciji, kar se tiče nekih občutkov v zvezi s to mojo preteklostjo in nekako lažje tudi drugače zaznavam svojo mamo in pa sebe. Sebe precej bolj čutim. Prav zanimivo, ne? Ne bi si mislila res, ker je bila ta blokada, bomo rekli, na pleksusu. Pleksus je sicer tudi zavest in očitno se je res nekaj v zvezi s tem pri meni spremenilo. Tako da, če ima kdo težave oziroma ga čaka operacija, ne skrbi, polagam vam na srce, da dobro poskrbite zase, fizično, dobro jejte, gibajte se že pred tem, najboljše celo življenje, ne? Ker res to gibanje, dihanje in to, lejte, to je, mislim, telo ti je hvaležno, no? Res, telo to rabi in ti bo hvaležno, če boš naredil nekaj dobrega zanj. Če bi si želeli izvedeti, kaj delati pred operacijo, se javite, mogoče bom posnela še kakšen video prav s posebno tehniko, vodeno meditacijo. Upišite v komentarje, če to želite, seveda. In pa po okrevanju, mislim, ko ste v okrevanju, okrevajte. Pustite vse na strani. Jaz sem pred operacijo šla in sem celo stanovanje pospravila, uredila vse stvari, ki sem jih pač vedela, da jih moram v roku teh 14 dni, ko bom čist, vem, sem vedela, da bom 14 dni rabila. Ne, jaz nisem celo en teden, ampak je bilo kar 14 dni, da bom rabila res čisto mir. Vse sem že prej uredila, potem sem pa res uživala. Dala sem si vse, kar si prej nisem mogla in mi je bilo tako dobro, res prav wow, a je to možno. Torej, če imate vprašanja, se javite, če si želite tehniko, se javite, če pa ne, če me pa samo bila to moja izkušnja v kakršnokoli pomoč, se bom pa tudi zelo, zelo vesela. Uživajte, imejte se radi, imejte radi svoje telo, dobro vam služi, bodimo hvaležni zanj in za vse, kar se nam dogaja. Lepo bodite, rada vas imam.